Zakaj je predigra pomembna? Predigra te mentalno in fizično pripravi na seks. Moški spolni ud odtrdi, ženska nožnica pa se podaljša in postane bolj vlažna. Veliko bolj se povežeš s partnerjem, bolj se zavedaš svojega telesa in posledično tudi bolj uživaš. Poleg tega pa raziskave kažejo, da predigra pripomore k bolj intenzivnim orgazmom. V določenih pogledih smo si moški in ženske precej podobni, v drugih pa si ne bi mogli biti bolj različni. A si vedel, da ženske v povprečju potrebujejo 20 minut, da se vzburjajo, medtem ko so moški lahko pripravljeni v manj kot eni minuti? Seveda posplošujem in posamezniki pogosto odstopajo od tega povprečja. Poanta pa je v tem, da si morajo fantje, ko so s punco, vzeti veliko več časa, kot mislijo, da je dovolj. Nekaj, kar mene vzburja, ni nujno, da tudi tebe. Zato je še toliko bolj pomembno, da si vzameš čas in spoznaš svojega partnerja. In ko ti nekaj ugaja, to povej, da bo vedel za drugič. To res vsakič povem, ampak največ, kar lahko narediš, da imaš kar se da dober seks, je to, da se s partnerjem odprto pogovarjaš o vsem, kar ti je všeč in kar ti ni in kar misliš, da bi ti lahko bilo. Zdaj pa še nekaj praktičnih nasvetov za predigro. Prvo kot prvo, ni predigra samo oralni seks pa ročne spretnosti po intimnih delih. Najboljša predigra je, ko to pride na vrsto šele na koncu. Erogene cone so območja našega telesa, ki so ful občutljiva na dotike, na poljube, na božanje, naprimer česa, pa vrat, pa ramena. Tudi lasišče je ful dobro oživčeno, tako da lahko s prsti drsiš partnerju skozi lase ali pa lase nežno zgrabiš med poljubljanjem. Potem so tu še roke in noge, ki so še posebej na pregibih izredno občutljive. In ko smo že pri nogah, pogosto pozabljen, ampak noro občutljiv del je notranja stran stegen. Če želiš pred igro še nekoliko popestriti, lahko za stimulacijo uporabiš tudi kakšno pero ali pa ledeno kocko ali pa vibrator. Obstaja ful igračk, ki so odlične za uporabo v paru. Za predigro pa so še posebej popularni razni masažni vibratorji. In ko smo že pri masaži, masaža celega telesa je odlična ideja za predigro. Vključi še masažno olje ali pa še boljš masažni lubrikant. Zaključi masažo tako, da se posvetiš še intimnim delom. Masaži, kjer partnerja pripelješ do orgazma, se reče masaža s srečnim koncem. Veliko žensk med penetracijo ne doživi orgazma. In če je tvoja partnerica ena izmed njih, jo lahko na tak način pripelješ do vrhunca še pred penetracijo. Skupaj pejta pod tuš in drug drugega namilita, tako da si res vzameta čas in se natančno posvetita vsem delom telesa. Naj bo miljenje bolj podobno masaži, kot pa kakšnemu hudemu drgnjenju umazanih loncev in mogoče se tuširanje prelevi v seks pod tušom ali pa sveže stuširana, to, kar sta začela, nadaljujeta v postelji. Predigra se ne začne nujno tik, preden se s partnerjem odločita za seks. Začne se lahko že veliko prej, še preden sta sploh skupaj. Mentalna stimulacija je lahko glih toliko pomembna kot fizična. Partnerju daš tako vedeti, da nanj misliš tudi, ko ni ob tebi, zraven pa poskrbiš, da se bo še bolj veselil vajinega snidanja. Pogledljiva sporočilca so dandanes poslana predvsem prek telefona. Zato za spremembo partnerju napiši sporočilo, ki ga lahko skriješ v denarnico, da ga najde, ko nista več skupaj, ali pa ga pustiš nekje, kjer ga bo našel kasneje. Torej, na kratko. Predigra je ful pomemben del spolnosti, še posebej pa jo rabi večina pripadnic nežnejšega spola. Naše telo, po navadi, ne more biti tako hitro pripravljeno in vzburjeno, kot se to dogaja pri moških. Pa ne pozabi, da predigra pripelje do bolj intenzivnih orgazmov.
In pa predigranje se ne začne šele, ko sta že skupaj v posteli ali pa kjerkoli se že lotevata tega. Ko sta skupaj ali pa ko nista, si na različne načine izkazujta pozornost. In ni nujno, da je to vedno v fizični obliki. Hvala za ogled videa. Če te zanima več, nas pa ne pozabi spremljati na Instagramu, Facebooku, TikToku in YouTubu. Pa ne zamudi prihajajočega videa o kontracepciji. Vse te vsebine lahko najdeš tudi na našem blogu. Povezave pa najdeš v opisu videa. Čau!